Te linije. Ja, mislim, vse te linije pa celotna tehnična analiza, no, čisto iskreno, pač z moje perspektive jaz ne dajem nekaj preveč poudarka na tehnično analizo, ne. V bistvu bo mogoče bolj smislo tehnične analize, da pogledam tiste stvari, ki zelo verjetno nekdo, ki je začel tradati, pa večina itak na trgu, rečemo 85 do 90% ljudi itak na trgu izgublja denar, ne, kar pomeni, da vsi gledajo bolj kot ene in iste stvari, ne. Pravijo da tudi, da sama tehnična analiza, da je ene vrste pornografija za traderje, ne, tako da jaz mislim, da tehnična analiza, ja, ok, deluje v smislu, če imaš zelo dober risk management, ne, ampak zdaj, to je podobno, kot da damo za narisati, rečemo, da damo 10 otrokom pokazati eno jabolko, ja, seveda vseh 10 otrok bo zelo verjetno narisalo nekaj, kar bi odrasli smatrali, da je to jabolka gori, ne, ampak vsak bi malenkost drugače narisal, ne. Tako da ni tu zdaj neke velike znanosti pri tehnični analizi, ne. Jaz recimo, ko gledam, naprimer, recimo, kaj smo zdaj dali pri Inside Alarmu, imamo zadnji trade, ki ga imamo odprtega, je v bistvu, kaj je to, se pravi Baker, ne. Se pravi, mi smo kupili Baker, se pravi pogodbo, mislim, da sem jaz tukaj dal, samo sekunda. To je bil pri Insider Alarmu, je bil tole v bistvu print screen tega trada, ne, se pravi, jaz sem tukaj stopil noter, pa sem dal stop loss na novemberski pogodbi na 4,028, pa target na 4,6, ne. To je bilo zdaj na tej pogodbi, se pravi novemberska. Ne, se pravi tole, ne, se pravi novemberska. Se pravi, kaj sem jaz tukaj gledal, ne, se pravi, na tej novemberski pogodbi sem gledal v bistvu tole, daily oversold je bil, ne, pa potem na 4-urnem grafu sem potem šel gledati nekih reversalov, ne, tako da jaz sem stop loss praktično postavil na podno te svečke, ampak če gremo mogoče gledati kar na Corporate CFD, kjer je mogoče malenkost bolj lepi chart, ne. Tako da ja, na to svečko sem jaz nekako šel noter, ne. Tako kot si Špela ti prej rekla, jaz ko trgujem, vedno imam CFD, da vidim, kako se recimo spot neka cena commodity-ja giblje, ne, tako kot je recimo zdaj prej si XAUSD kazala, ne. Potem zanima me front-end pogodbe, se pravi Copper Futures, ne, pa zanima me ta pogodba, s katero trgujem, ne. Se pravi november 2020, ampak gremo za primer te neke tehnične analize tukaj narediti, ne. Mi bi zdaj lahko tukaj na daily grafu naredili takole, ne, pa bi rekli, ok, dajmo pogledati na line chartu, kje so bili closingi, ne. Zdaj recimo vidimo, čakaj, jaz mislim, da sem to trgoval, tole konsolidacije tukaj, ne, se pravi, če gremo gledati line chart, recimo jaz bi lahko tukaj zdaj na line chartu pogledal takole, ne, se pravi, imam tole, ta magnetek, ne, vključen, da mi avtomatsko na tisti low da, ne, se pravi, jaz tukaj zdaj avtomatsko vem, da je low bil na 4,0652, ne. Pa če grem na dnevnem grafu gledati, spet pogledati na podlagi teh, rečemo, closing tečajev, ne, lahko spet damo tukaj horizontal array. Pa gremo mogoče tudi to reakcijo pokazati 4,67, ne. To je nekako moj miselni proces bil, ne, se pravi, nekako kako določiti neki stop, rečemo, če ga barvamo tukaj z rdečo, pa kako določiti neki target, ne. Tu zdaj spet ni neke eksaktne znanosti, ne, zdaj, če gremo nazaj na candlestick, ne, pa gremo potem na 4-urni graf, ne, jaz vedno na daily grafu čakam tale oversold, ne, pa potem na 4-urnem grafu gledam, kdaj je kakšna reversal svečka, ne, in jaz sem v bistvu mislim, da že ta svečka, pa potem ta svečka, te dve svečki sta meni dala tukaj conviction, da grem noter v tale trade, ne, se pravi, če bi zdaj tradal CFD, ne, bi nekako jaz stop loss imel postavljen. Če pogledamo zdaj low tukaj, se pravi, low je bil 4,0395. 4,0, se pravi 4,095, pa če damo malenkost malo nižje, ne. 9 recimo. Se pravi, sem še enkrat vidim tole, se pravi 4,095, 4,039. To je ful dobro, da si pokazal, ker jaz vidim, ko postavljam stop loss, vedno pogledam recimo točno to, ne, pogledam dno, in to sem videla pri tebi, da vedno ponovadi daš kakšen $1 ali pa 2 pod špičko oziroma repek, ki ti ga magnetek zagna na TradingView, ne, daš kakšen $2, 2 pod, in mene je večkrat prav ta $2, 2 pod repkom, ne, rešil, zato ker ko se je recimo zgodil še nek recimo retest, ne, glih toliko, da me ni dotaknilo samega stop lossa in sem dejansko ostala v tradu, ne. To se mi zdi ena taka
dobra, recimo namig, ki ga ti uporabljaš, pa sem ga izmečkan od tebe kopirala. Zato, da v bistvu pogledamo, kje je repek svečke, ampak damo pa stop loss $1 pot, a ne. Ja, zdaj sem šel gledati, katere trade na Bakru smo tukaj v Insider Alarmu naredili, ne, tako da bi so 8. februarja bil, 2. augusta je bil en trade zaprt z minusom, ja, se pravi, kupili smo pri 4.14, potem pri 4.03 je bil sprožen stop loss, potem smo na nižjem nivoju šli ponovno noter, ne. Se pravi, to je to, kar zdaj ti razlagaš, ne, se pravi, spet en taki repek, ne, je zelo verjetno nas z pozicije vrgal, ne, ampak tu je potem smiselno vztrajati, ne, vkolikor se trg obnaša v tem smislu, da je smiselno pač trade izkoristiti, ne. Lahko da nas tudi 3-4krat vrže iz pozicije. Jaz raje vidim, da me tale repek vrže iz pozicije, pa potem zelo hitro grem nazaj noter, ne. Tako da zdaj tukaj, kar je bilo, se pravi, jaz sem 6.8. šel nazaj potem noter, ne, se pravi 6.8. 6. augusta sem šel ponovno pri 4.02 noter, pa sem potem pri 4.10, mislim, da ročno zaprl tale trade, sem javil v Discordu. Potem je pa ta trade, se pravi 10.9., se pravi 10. septembra smo tu šli noter, ne, se pravi 10. september, če pogledamo za to svečko, kdaj je bilo to, se pravi nedeljo, 10. september. 10. septembra, jaz sem v bistvu tukaj na te daily reverse, da sem šel noter, ne, tu sem v bistvu že te dve zelene svečke sem gledal, ne, in se mi je zdel zelo dober risk reward v smislu nadaljevanja nekega trenda, ne, tako da zdaj, če gremo gledati, to je bilo v bistvu ravno tule na 4-urnih svečkah, sem verjetno šel na, da vidimo, kdaj smo šli noter, se pravi, stopili smo noter pri 4.14, pa dajmo to kar označiti na daily v tem dnevu 4.14. Mislim, da je na to svečko bilo. Da je mogoče to z barvo modro barvati, pa dajmo 4.14. Ok, malenko zvišje sem stopil v trade, ne. Se pravi, to je bila stopna točka tega trada, ne. Se pravi 4.02, se pravi stop loss je bil, še to enkrat na Discordu pogledati. Se pravi, na Discordu smo dali stop loss 4.028. Se pravi 4.028, ok, pa target 4.6, ne, 4.6 target je pa v bistvu nekaj tukaj, ne, če damo za tole, damo tole kar duplicate clone, pa dajmo tole 4.6 gor povleč, se pravi 4.6. Tako nekako ta trade zgleda, to je bil nekako risk reward tega trada, ne, se pravi, vidimo, da smo tukaj recimo tvegali na novembrski pogodbi cirka 3%, 2,7%, za potencialni 10%, ne? Tako da ta trade imamo zdaj trenutno nekje 6-7% plusa, ne? Je pa